Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Ste? Tokrat s konjem Miškom, ki gre k zobozdravniku. No, pa poglejmo skupaj, kaj zanimivega se mu je pripetilo. Konj Miško pri zobozdravniku. Nekega dne je konj Miško prišel k zobozdravniku, zajcu Maticu. Potrebujem nova prednja zoba, je glasno zarezgetal. Je zmajeval z glavo zajec Matic in si ju ogledoval. Kriva sta, jaz pa hočem, da bi bila ravna in bela, je hitel razlagati konj Miško. Želel je ugajati kobili Filipi, v katero je bil zaljubljen. Ona pa se zanj ni zmenila. Prepričan je bil, da sta tega kriva prav njegova prednja zoba. Res nekoliko štrlita naprej, je ugotovil zajec Matic. Odpri usta, je rekel konju Mišku, da bi si ju lahko bolje ogledal. Toda ko je konj Miško odprl usta, je zajca Matica kar odneslo zaradi neprijetnega vonja, ki je prihajal iz Miškovih ust. No, kaj praviš? Je vprašal konj Miško. Tvoji zobje so gnili in luknjičasti, je bil zgrožen zajec Matic. Naj pripravim klešče? Je pohitela zajčkova asistentka, veverica Marjetka. Počakaj še trenutek, je rekel zajec Matic. Zobje me prav nič ne bolijo, se je branil konj Miško, ki ni hotel priznati, da se je zobozdravnika nadaleč izogibal, ker se ga je bal. Ko te bodo zobje boleli, bo morda že prepozno, je strogo rekel zajec Matic. Prepozno zakaj? Je zanimalo konja Miška. Da bi jih obdržal, je rekel zajec Matic. Mlečni so ti že zdavnaj izpadli, za stalne pa tako slabo skrbiš, da boš kmalu ostal brez njih. Potem te čaka zobna proteza. Jo, se je zgrozil konj Miško. To pa že ne, je pogumno rekel in pomislil na kobilo Filipo. Potem pa sedi na stol, mu je ukazal zajec Matic, ravno ko je skozi vrata zobne ambulante pokukala lisica Mica. Oprostite, je rekla. Po naključju sem ujela vajin pogovor, pa bi rada nekaj pripomnila, če smem. Zajec Matic jo je povabil, naj vstopi. Hvala, je rekla in se široko nasmehnila, da je razkrila zgornje zobe. Konj Miško se je nepremično zastrmel vanje. Ni mogel verjeti, kar je videl. Lisica Mica je imela na zobeh nekaj svetlečega. Poleg tega je imela najbolj zdrave zobe, kar so jih kdaj videli zobozdravniki. Čistila jih je večkrat na dan, zagotovo pa po vsaki jedi. K zajcu Maticu je redno prihajala na pregled, da bi se prepričala, da je z njenimi zobmi vse v najlepšem redu. Kdor hoče imeti lepe in zdrave zobe, je rekla lisica Mica, mora zdravo jesti, sadje in zelenjavo, pa zelo malo ali nič sladkarij. Prav ima, je rekel zajec Matic konju Mišku, ki je še kar strmel v lisico Mico. Kaj pa imaš na zobeh? Jo je vprašal in se pretvarjal, da je preslišal, kar je rekla o sladkarijah. Zobni aparat, je rekla lisica Mica. S pisanimi kamenčki? Še vedno ni mogel verjeti konj Miško. Prav imenitno je videti, kaj ne? Se je hvalila lisica Mica in ponosno razkazovala svoje zobe. Konj Miško je vprašujoče pogledal zajca Matica. Tudi jaz hočem imeti ravne zobe. Najprej ti bom pokrpal vse luknje v zobeh, je rekel zajec Matic in se takoj lotil dela. Ali me bo bolelo? Je hotel vedeti konj Miško. Ne bo hudega, toda če boš hotel imeti spet zdrave in lepe zobe, boš moral zdaj malo potrpeti, se mu je nasmehnil zajec Matic. Tako je konj Miško ostal pri zobozdravniku, vse dokler mu ta ni popravil še zadnjega zoba. Potem je dobil še zobni aparat, na katerega je zajec Matic pritrdil pisane kamenčke v obliki srčkov. Tako si je oddahnil, ko je končal z delom.
zdaj so tvoji zobje skoraj kot novi. Ko se je konj Miško pogledal v ogledalo, je zarezgetal od veselja. Potem je zajcu Maticu obljubil, da kmalu spet pride in ponosno zapustil zobno ambulanto. Odtlej je konj Miško redno obiskoval zobozdravnika. Z nošenjem zobnega aparata in z rednim umivanjem zob pa skrbi, da bodo še dolgo ostali lepi in zdravi. Pa še nekaj, kobila Filipa se je vanj zaljubila in mu večno zvestobo obljubila. Upam, da za svoje zobke lepo skrbite, vsaj 2-krat na dan jih umijte, zjutraj in zvečer. Zdaj pa hitro spat. Z mehko dekico se pokrite, očke nežno zaprite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.